Za 5-zvezdična doživetja, pa mi najprej dovolite, da vam predstavim naše današnje goste. Gospa Miša Novak, slovenska turistična organizacija, ki bo spregovorila o vodilnih destinacijah in nakratko predstavila strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma za naslednje 5-letno obdobje. Dobrodošli. Tamle nasproti bom pri puncah začela gospa Jolanda Ivanuša. Prvi razpršeni hotel v Sloveniji začenja svojo pot ravno v destinaciji Rogla-Pohorje in to bomo slišali strani gospe Jolande Ivanuše. Potem gospa Nataša Potočnik iz podjetja Enigmarium Escape Rooms, dobrodošli. Pa doktorica Saša Zupan-Korže, ki bo spregovorila o poslovanju malih hotelov v Sloveniji. Potem pa sta z nami še gospod Saša Arsenovič, ki bo predstavil mariborske zgodbe, Maribor Friendly Home. In pa iz Garden Villagea Bled, danes z nami tudi gospod Bogdan Capuder. Dobrodošli, pa dajmo en aplavz za naš. Zakaj smo torej izbrali takšen naslov, destinacija Rogla-Pohorje za 5-zvezdična doživetja? V mesecu oktobru so v Kranjski Gori potekali dnevi slovenskega turizma pod tem identičnim naslovom, ki pa se je seveda nanašal na Slovenijo kot celoto. In predvsej sodelujočih na naši današnji okrogli mizi je sodelovalo tudi na tistem dogodku, kjer smo bili nekako navdahnjeni tudi mi, soustvarjalci destinacije Rogla-Pohorje. No in magistrica Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije, je ob tem nekako največjem slovenskem turističnem dogodku v turizmu povedala, in citiram: "Za nami sta 2 leti intenzivne promocije na tujih trgih, kar rezultira med drugim tudi v rasti števila prihodov in prenočitev tujih turistov, ki presega povprečje regije in Evrope. Pred nami pa je novo strateško obdobje in nova strategija trajnostne rasti, ki slovensko turistično organizacijo postavlja pred pomembne izzive. Ključne aktivnosti v našem delovanju bodo usmerjene v nadgradnjo turistične organiziranosti skozi model 4 makrodestinacij, krepitev znamke iFeel Slovenija, nadaljevanje pospeševanja razvoja trajnostnih inovativnih produktov višje dodane vrednosti za 365 dni v letu, krepitev digitalnega komuniciranja ter nadaljnje osredotočanje na ključne trge in ciljne skupine. Vse naše aktivnosti bodo tudi v prihodnje potekale v tesnem partnerskem sodelovanju s slovenskim turističnim gospodarstvom in drugimi ključnimi partnerji slovenskega turizma z jasnim ciljem uresničitve vizije Slovenije kot zelene butične destinacije za zahtevnega obiskovalca." Konec citata. In ker mislimo, da je prav, da tudi na terenu sledimo skupnim nacionalnim usmeritvam, smo se odločili, da bomo danes priložnosti za 5-zvezdična doživetja iskali v destinaciji Rogla-Pohorje na primeri dobrih praks, ki jih začenjamo v naši destinaciji, ter s pomočjo nekaterih posameznikov, ki so s svojimi malo out of the box aktivnostmi že bistveno zaznamovali slovenski turistični prostor v nekaterih drugih občinah in destinacijah. Tako bomo začeli s kratkimi predstavitvami naših gostov. Prosili smo jih za kratke 5-8-minutne predstavitve, ko bomo slišali za njihove primere dobrih praks. No, tem predstavitvam pa bo potem sledil kratek pogovor v stilu okrogle mize, ko se bomo spraševali o priložnostih in izzivih, ki pa jih ponuja naša destinacija Rogla-Pohorje. Tako sedaj najprej vabim k besedi gospo Mišo Novak, ki bo natančneje predstavila ključne poudarke nove strategije trajnostne rasti slovenskega turizma za naslednje 5-letno obdobje in tudi vlogo, ki jo bodo v njej igrale vodilne destinacije in, kot že rečeno, ena izmed njih bo tudi naša destinacija Rogla-Pohorje. Prosim. Hvala. Jaz bom kar stopila, da bo malo hitrejša, bolj dinamična predstavitev in da bom ostala na ravni tistih 5 in ne več in ne proti 8 minutah. Nekaj ključnih poudarkov pa je že bilo z moje strani tako podanih v okviru novinarske konference. Bolj bi se osredotočala na ta vidik krepitve povezav od krovne do destinacijske ravni,
kar je sicer ena izmed temeljnih politik nove strategije trajnostne rasti slovenskega turizma. To je strategija, ki jo je 5. oktobra sprejelo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in ki je temelj delovanja pravzaprav nas vseh deležnikov v slovenskem turizmu, seveda tudi slovenske turistične organizacije. Tako da bi v nadaljevanju bolj se osredotočila na naš model makrodestinacij, ki je prva izmed 6 politik skupaj z produkti, potem malo več povedala še o vodilnih destinacijah in pa predvsem kakšen je koncept dela. 6 politik je opredelila strategija makrodestinacij in turističnih produktov je prva, zato ker je temeljna, ker vzpostavlja en nov pristop k organiziranosti slovenskega turizma, ne nov v smislu, da postavljamo nove partnerje, nov v tem smislu, da je poenostavljen, da valorizira tisto, kar na terenu dejansko že deluje, kar funkcionira in pravzaprav povežemo samo to tako imenovano vertikalo od destinacijske do krovne ravni slovenskega turizma. Teh povezav do sedaj ni bilo dovolj, ocenjujemo, in jasno je postavila politiko turističnih produktov. Potem pa je seveda v nadaljevanju kot vsaka strategija, ne bom se zdaj podrobneje šla, institucionalni pravni okvir, nastanitve oziroma infrastruktura, seveda tudi tista javna, turistična, pohodniška, kolesarska, žičniška in druga. Ta trajnostni vidik prostora, naravnih kulturnih virov, mala srednja podjetja in pa delo s kadri. V osrčju je seveda trženjska strategija. Zdaj, cilji te tako imenovane nove organiziranosti, tu se bom še sprehodila v nadaljevanju skozi na eni strani gre za komunikacijo in promocijo, na drugi strani za krepitev povezav in na tretji ravni izredno pomembno ta krepitev kompetenc naravnih destinacijskih organizacij. 4 makrodestinacije je opredelila strategija, torej prej omenjena alpska, mediteranska, termalno-panonska in osrednja Slovenija z Ljubljano. Na drugi strani pa produkti, torej kaj početi. 3 top produkti, 3 nosilni, najpomembnejši produkti, počitnice v gorah oziroma outdoor, zdravje, dobro počutje in pa poslovna srečanja in dogodki. In recimo vaša destinacija je izredno močna prav v teh 2 izmed 3 nosilnih, išče pa seveda tudi priložnosti znotraj kongresnega poslovnega turizma. Tudi naslednji sklop doživetja v naravi, tako imenovan, mi jih pretvarjamo v trženjska imena, govorimo o Slovenija Outdoor, Slovenija Spas, Slovenija Meetings, Slovenija Nature, Slovenija Gastronomy, Slovenija Culture. Tudi v športnem turizmu, recimo vaša destinacija močna, govorimo o pripravih športnikov. Touring, to odkrivanje, ravno zaradi teh naših 4 makrodestinacij je produkt krožnih potovanj izredno močen. Omenjen sonce in morje, torej na mediteranski del in pa turizem na podeželju, še en produkt, ki je močen v vaši destinaciji. Torej, prvi cilj, ki ga rešuje ta nova organiziranost, je komunikacija. Zakaj? Zato, ker izredno dobro komunicira našo temeljno konkurenčno prednost Slovenije. Torej, je država na stičišču Alp, Mediterana s krasom in pa Panonske nižine. Če pogledamo, imamo dejansko Alpska Slovenija izredno močno pravzaprav že pove tip produkta, počitnice v gorah, outdoor, Mediteran, torej počitnice na morju oziroma aktivni mediteranski vdih, panonski, termalni vidik, vse te naše raznolike 4, oziroma 4, če govorimo še o krasu, se pa stikajo v osrednji Sloveniji, odkoder si pravzaprav v eni uri prav povsod. In to je ena res edinstvena pozicija Slovenije in edina država v Evropi, ker imamo na tako lahkih, obvladljivih razdaljah stičišče teh raznolikih svetov. S tem, kar rečemo Alpe, vsi pravzaprav na globalni ravni, zagotovo na Evropi, vejo, kaj Alpe pomenijo, vejo, kaj je Mediteran. Termalno-panonski del še ni tako močno, seveda so Alpe Mediteran najmočnejši, ampak vendarle nam predstavlja ta termalno-panonski del izredno pomemben produkt. Jasno odgovarjeno vprašanje where to go. Če mi Slovenijo prodajamo kot severna Slovenija, vzhodna, jugovzhodna, zahodna, je veliko težje skomunicirati produkta. Torej zelo jasno napoti nekoga, kam iti v Alpe, na Mediteran, termalno-panonski del. In tretjič, že izpostavljeno, jasno komunicira karakter ponudbe oziroma produkta. V alpskem delu, torej prevladujoč produkt, ki ga komunicira ime makrodestinacije, outdoor, kot prej omenjeno, sonce in morje, city break, zdravje in dobro počutje. Seveda so tu še drugi produkti. Za vsako makrodestinacijo je strategija opredelila nosilne produkte
In ena izmed naslednjih prvih korakov strani MGRT-ja je, da se bo za vsako makrodestinacijo spostavil oziroma pripravil masterplan, en tak res master razvojni načrt, ki bo te produkte umeščal v prostor, dosegel ene sinergije in omogočil lokalni ravni lažje delo na tej produktni ravni. To je ta klasična nakupna faza turista, najprej sanjari, kjer je, tudi poudarila Slovenija ena destinacija, iFree Slovenija je brand, ki se še krepi. Svojo pozicijo, ko začne raziskovati, pa lahko seveda raziskuje preko makrodestinacij, where to go ali produktov what to do. Tukaj nam ta nivo pomaga na ravni komunikacije in to olajša. Drugi cilj prej omenjen, krepitev povezav do destinacij. Vsaka vodilna destinacija ima znanega nosilca, to je destinacijska management, marketing organizacija, ki je naš aktivni partner in hkrati krepimo razvojno delo. Z vsako makrodestinacijo imamo nekje do 2 do 3 mesece eno tako razvojno srečanje. Zdaj z Alpami sedimo v ponedeljek že drugič od septembra oziroma konca septembra, z Mediteranom potem v sredo imamo neke skupne, zdaj opredeljujemo skupne razvojne fokuse in delamo z destinacijskimi organizacijami. Za vašo destinacijo govorimo torej o Zavodu za turizem oziroma LTO Rogla-Pohorje. Danes je potreba se kaže od marketinga k managementu. Destinacije morajo vedno bolj upravljati izkušnjo na destinaciji. Res eksponentna močna rast v številnih destinacijah širom po Evropi, tudi v Sloveniji, v posameznih destinacijah, v poletnih mesecih že presegamo nosilne zmogljivosti prostora, zato je potrebno pravilno upravljanje tokov med destinacijami, na destinaciji in menedžirati to izkušnjo. Če je bil včasih bil izredno velik poudarek na prireditvah, približno na promociji, razvoju, managementu, večji poudarek za dobro izkušnjo obiskovalca, danes je pomen na razvoju in managementu. Ne pomeni, da prireditve niso pomembne, gre samo za premišljeno fokusiranje na res neke dobre, tradicionalne, avtentične, kakovostne prireditve, ki so lahko za motiv prihoda destinacijo. STO vloga ostaja naprej, marketinška organizacija, ki se ukvarja tudi z razvojem produktov. MGRT pa vzpostavlja en nov steber. To je obstoječer steber MGRT-ja, to je pa en razvojni steber, ki ga strategija opredeljuje, da v okviru direktorata za turizem okrepi razvojno infrastrukturno vlogo menedžiranja turizma na lokalni ravni. To so te številke preomenjene, 30, približno 30, 25, 15%, precej dobra geografska osredotočenost, močna sezonska osredotočenost, Alpe 60% v 4 poletnih mesecih, termalno-panonska samo 41%, tukaj je še največja celoletna razpršitev. Ne bom zdaj šla tule podrobno po destinacijah, ampak mi smo za Alpe definirali 10 vodilnih destinacij, tu je Rogla-Pohorje, in drugi del Pohorja je Maribor, Pohorje, imamo Zgornjo Savinjsko, Koroško, Kranj, Radovljico, Dolino Soče, Bohinj, Kranjsko goro. Potem imamo Mediteransko, 8 destinacij, termalno-panonsko in mi vašo destinacijo prav tako enakovredno potem vključujemo v te aktivnosti, ampak glede na brand Rogla-Pohorje pa smo destinacijo temeljno, dogovor z vami, destinacijo umestili v alpski del Slovenije. In potem osrednja Slovenija, Ljubljana, 6 destinacij oziroma tukaj. Za vsako destinacijo, kot rečeno, imamo znanega nosilca, destinacijska organizacija in z njimi delamo naprej. Zaključujem tule v enem, 2 slajdih. Eno je, da ta koncept vključujemo v vsa naša orodja, zdaj nadaljujemo portalsko predstavitev, vsaka vodilna destinacija bo dobila podrobnejšo, res razdeljeno, vizualno, atraktivno, spletno predstavitev z nov3slovenija.info, tega zdaj na ta način ni bilo še. Ta zgodba se bo odrazila v brošurah in preko drugih orodij, gre za dodatne partnerske aktivnosti, kot so Eurosport, za obalo oziroma za Mediteran imamo en močni projekt Ironmana za naslednje leto, ki bo povezal vse okoljske občine in pa še mogoče tudi zanimiva informacija, ampak naš partner LTO Rogla to že ve. Pričakovanje namreč smo za razpis, ki bi naj še bil v letošnjem letu za vodilne destinacije, ki bo primarno usmerjen v digitalne aktivnosti, govorimo pa o Znesko-vzhodni kohezijski regiji, ki vam že omogoča, da bo vaša digitalna strategija šla v zanesljivo izvedbo. To je to.
krepimo tudi znamko, no, delamo na teh produktnih znamkah, predvsem pa si želimo tudi ukrepiti uporabo zgodbe in pa vrednot in načina komuniciranja preko destinacij. Okay? To je to. Hvala lepa, gospe Mišlji Novak. No in sedaj iz nacionalnega ponovno malo na lokalni nivo. Prej ste si ogledali kapacitete prvega razpršenega hotela v Sloveniji in sedaj bomo besedo predali gospe Jolandi Ivanuši. Namreč razpršeni hotel Konjice bo odgovor na enega izmed temeljnih izzivov tudi mesta Konjice, zaradi pomankanja nastanitvenih kapacitet seveda zagotoviti sodobne, zanimive in dostopne namestitve številnim turistom, ki turistično urejeno in mednarodno prepoznavno mesto obiskujejo kot prehodni gostje, no in seveda projekt razpršenega hotela potem širiti tudi na preostale občine, destinacije, Rogla-Pohorje, Vitanje in tako naprej. Izvoljujete. Lepo pozdravljam še enkrat v mojem imenu, sicer na ogledu sob smo že marsikaj spregovorili, pa vendarle sem vodja, se pravi, projekta razpršeni hoteli. Da najprej omenim v kooperativi Konjice, ki je lastnik in pa bo operativno izvajal celoten razpršeni hotel, sem ena od članov, sicer vsi neprofesionalno, ki navzem predvsem entuzijazem, strast do tega, kar delamo, do turizma, do naše destinacije Rogla-Pohorje in pa verjamemo v projekt, da ga od idejne zasnove prepeljamo naprej v čudovito zgodbo v prihodnosti, kakor je bo najverjetneje tudi naši kolegi kasneje povedali. Zagon razpršenega hotela Konjice, kot vidite, je ogromno logotipov, ki smo jih danes pridali našemu začetku. In sicer od idejne zasnove danes dejansko smo se poslužili vseh možnih opcij, skoraj ki jih država trenutno za zagon trajnostne usmeritve turizma ponuja. Tako smo kot del, se pravi, začetkov se prijavili na razne projekte, pridobili sredstva, o čemer bomo govorili v nadaljevanju. Smo steber zelenega gospodarstva, koncept krožnega gospodarstva, v katerega spadamo za doseganje trajnostnih ciljev turizma. In danes, na lokaciji, kjer smo, govorimo o razpršenem hotelu Konjice. Rekli boste, razpršeni hotel, kako? Pa saj smo na eni lokaciji. Ne, mi smo optimisti, to je prva lokacija razpršenega hotela. In kot govorimo danes o sodelovanju in povezovanju, to je po vseh naporih, ki smo jih že vložili po enem letu, verjamemo šele začetek zgodbe. Tako da prva enota Dvorec Trebnik, kjer smo danes, prvih 8 sob v posteljih, nadaljevanju še v razgovorih z ponudniki v Trškem jedru, se pravi lastniki, in pa potem prav tako tudi občina Vitanje, Oplotnica in pa Zreče. Sam razpršeni hotel Konjice, kaj pravzaprav je? Bomo rekli za začetek iz entuzijastične ideje, ki ni neko odkrivanje tople vode, uspešno delujejo hoteli v sosednjih državah, Hrvaški, Italiji, Avstriji, je ideja prišla iz celotnega nabora storitev, se pravi, kar bi lahko razpršeni hotel predstavljal za to destinacijo, v to, da izziv, se pravi pomanjkanje nočitev v sami destinaciji, spremenimo v priložnost in pa, se pravi, s tem razpršeni hotel postaja inovacija v turizmu, ki ima svojo trajnostno noto. Kar želimo iz tega dalje izpeljati, se pravi odlično storitev in pa pogovorimo o novi strategiji turizma, 5-zvezdična doživetja, za katere verjamemo, da bomo nekako mi podporna osnova, skupaj z vami, večino vas, ki ste danes tukaj, pa bodo to res tista prava 5-zvezdična doživetja. Mogoče samo za eno skeptično misel, ki je mogoče nastala do odprtja razpršenega hotela, bo po uradni kategorizaciji to 3-zvezdične, bodo to 3-zvezdične namestitve. Za 5 zvezdic smo definitivno prešibki, ampak tako kot vemo,
5 zvezdic se začne pri nas, pri vsakem izmed nas in zato bomo ponujali, verjamemo, da vsaj v 2 sobah in pa v sklopu vseh storitev razpršenega hotela 5 zvezdična doživetja in delovali v tej smeri. Mogoče več tudi kasneje kolegi na temo hotelirstva in pa same zakonodaje, kakršna je v Sloveniji, za razpršeni hotele trenutno nimamo, tako da se poslužujemo obstoječe. Želimo si povezovanje, sodelovanje in čeprav delujemo razpršeno, verjamemo, da je skupaj tista moč, da bomo tudi marsikaterega skeptika v naši destinaciji prepričali, da je to prava in res edina prava pot za nadaljevanje. Tako da fokus je na trajnostnem turizmu, da enodnevnega obiskovalca prepričamo z vsemi našimi, verjamem, da v nadaljevanju prizvišenimi doživetji, da ostane tudi kot turist in prenoči v sami destinaciji in pristno doživi destinacijo Rogla-Pohorje. Tako kot že omenjeno, slabost postane priložnost, cel kraj postane inovativni hotel, hodniki postanejo ulice, nepremičnine po celotnem kraju posejane so sobe, dodatna ponudba, dodatne aktivnosti so predvsem v duhu sodelovanja vseh lokalnih ponudnikov. In mogoče samo še, kaj smo do sedaj postorili, tako kot smo rekli, sredstva so bila do tega trenutka pridobljena v sklopu projekta Ministrstva za gospodarstvo in razvoj in pa evropska sredstva v višini 20 000 evrov. Za premostitev do, se pravi, pridobitve teh sredstev smo tudi v sklopu Slovenskega regionalnega razvojnega sklada pridobili kredit in tako je zagonska turistična faza kooperative se pričela aktivno res izvajati v tem letu in bo nekje zaključena predvidoma do leta 2018 in takrat verjamemo, da bomo že tako močni, da bo razpršeni hotel zmožen delovati že tudi samostojno. Smo ponosni, da kljub temu, da že na veliko, vsaj 40 destinacij, se pravi 40 lokacijah po Sloveniji, so v pripravi razpršenega hotela nekako, pa smo, se pravi, kot pilotni projekt najde do resnične realizacije ravno pri nas. Smo tudi ponosni na to, da smo v sklopu tega, kar smo že postorili, tudi partner v nacionalnem projektu razpršenega hotela pod okriljem Lasa srce in pa tako, da bi rekli, da ne bomo od enega zamišljenega možicla, kaj se bo zgodilo, samo razmišljali, smo v polni aktivni fazi za to, da iz zagonske faze preidemo v operativno v decembru 2017. Še čisto na hitro časovnica, se pravi v spomladanski fazi od marca do maja so bile upravljene vse 4 destinacijah, predstavitvene delavnice, na katere so bili v sklopu vseh občin povabljeni tudi potencialni lokalni, se pravi, ponudniki namestitev bi bile primerne za umestitev v razpršeni hotel, prav tako tudi dodatnih storitev vsi lokalni ponudniki. Letno članstvo, ki je pogoj za postati del kooperative in izvajanje vseh aktivnosti v sklopu razpršenega hotela, še vedno traja, tako da vse zainteresirane jih lepo povabimo, da se oglasijo in nas kontaktirajo, lahko tudi kar mene, in pa tudi v nastajanju naša spletna stran razpršenihotel.si, ki verjamemo, da začetna faza bo v roku tedna dni aktivirana in bodo pridobili lahko tudi tam kontakte. Zagon projekta, ki se je pričel s tem, da smo pridobili sedaj prvo lokacijo in oddajo poročil, se nekako, kot smo rekli, pričenja v decembru, nadaljuje skozi naslednje leto in verjamemo, da do zaključka te faze vsaj eno delovno mesto, ki ga bo razpršeni hotel in pa kooperativa lahko ponudila že v tem času. Da kooperativa ima neko posebno odnos do samega dvorca Trebnik, je mogoče samo zaznati že skozi to, da je aktivno sodelovala z vsemi aktivnosti v Slovenskih Konjicah in pa na tej lokaciji skozi zgodbe, pri katerih je sodelovala tudi naša
članica kooperative, ki danes žal ne more biti z nami, gospa Ela, ki se kot Brunhilda do Ilja je navdušila že mnogo katerega obiskovalca, ki je prišel v Slovenske Konjice. In čeprav ste danes videli prazne stene, pohodniki, sobe, ki niso še dovršene, mi vidimo veliko zgodbo, o katerem se res želimo, da bi na pozitiven način sodelovali z nami in jo delili naprej. In če v duhu tega, kar je bilo tudi v novi strategiji, že znano rečemo, komu je razpršeni hotel namenjen in v sklopu strategije in dnevov slovenskega turizma je bilo na hudomušen način znati, da so to doživetja za večno mlade, eskapiste, raziskovalce, aktivne družine, brezskrbne mlade, foodije, kogarkoli, ja, vsem je namenjen naš razpršeni hotel in verjamemo, da v destinaciji Rogla - Pohorje bomo z njihovim obiskom prepričali. Za konec, mogoče da zaključim ravno z velikanom teh krajev, Minatijom, komu moraš dati svoje bele oblake, svoje drzne ptice sanj. Ja, drznost je tista vrlina, ki nas vse v kooperativi druži. Drznost je tisto, kar smo vsi kot otroci imeli v sebi, pa kdaj zatrli. In želimo si, da bo med vami in pa mogoče še med kom, ki ga poznate, sklila zopet nazaj, da se nam pridruži, da nadaljuje našo zgodbo razpršenega hotela, da ne bo samo interes po samem finančnem zaslužku, ampak interes po tem, da je res dobrobit lokalne skupnosti, dobrobit naše celotne destinacije, tisti, ki nas bo zares družil, da bomo sodelovali, se povezovali in razmislili, kaj je tistih 5 zvezdic, ki se začne v nas in jih bomo skupaj v destinaciji Rogla - Pohorje in pa v razpršenju hotel v nadaljevanju lahko doprinesli. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa od razpršenega hotela k nekoliko drugačnim obliki namestitve, nekoliko glamuroznejši obliki. V besedi bomo sedaj povabili gospoda Bogdana Capudra, ki bo predstavil zgodbo edinstvenega glamping resorta z Bleda, Garden Village Bled. Garden Village Bled, za tiste, ki ne veste, se nahaja samo 300 metrov od Blejskega jezera. Zgrajen je bil pred 4 leti na zapuščeni vrtnariji, skozi katero teče potok Jezernica. No, celotni resort je ekološko zasnovan in stremi k samozadostnosti. Lokacija, filozofija lastnikov in zaposlenih ter zasnova resorta nudijo gostom 5-zvezdično doživetje v osrčju narave. In njihov moto je ravno tako srčen, torej delaj s srcem in veseljem, kajti samo tako lahko zagotovimo nepozabno izkušnjo za svoje goste. Gospod Bojan Capuder. Najlepša hvala. Za začetek vidim, da je prvi naš promocijski film, pa si ga kar umijel gledati.
gospodom točno 1 leto. Jaz sem si 4 leta izkušenj nabiral v družbi Postojnska jama kot pomočnik gospoda Marjana Batagelja. Garden Village je eden izmed mojih projektov, v njem delujem kot zunanji sodelavec, ga vodim. 2krat tedensko se nahajam na destinaciji, nekako sem ocenil, da je to ravno dovolj za skupino 30 ljudi, kot jih imamo v sezoni v Garden Villageu. Videli ste promocijski film, da pa do njega je prišlo, skratka letos v maju sem ga posnel, je bilo potrebnih veliko poguma in pa prava ideja, ki so jo pred 5 leti lastniki iz Lec imeli, to je družina Kelih. Skratka, ukvarjali so se z IT-em, prišli do mejnika, podjetje prodali in na zapuščeni vrtnariji 200-300 metrov od Blejskega jezera kupili to zemljo. Skratka, gre za sončno lokacijo, res 200-300 metrov oddaljeno od Blejskega jezera, kjer so naredili prvi glamping v Sloveniji. Garden Village Bled je bil zasnovan na podlagi, bom rekel, nekega videnega vzorca v tujini in pa dobrega sodelovanja s takratnim Big Headom še vedno deluje podjetje zelo dobro, kajti glamping rezorti so zelo popularni v Sloveniji in tudi dobro zasedeni. Skratka, z vrtnariji, kot že vidite tukaj, je potem nastalo prvih 6 glamoroznih šotorov. Zadaj vidite restauracijo in čisto levo recepcijo, nad recepcijo pa sta še 2 apartmaja. Tukaj po tej strani so nastajali šotori. Šotor, vidite, se je gradil tudi po zimi, tako da ni bilo ovir in ko je bila zadeva končana, je videti nekako tako. Skozi podobno vas bom vodil čez celo prezentacijo, hišice na drevesu, zelo dobro obiskane, zasedene. Naj ob tem povem, da Garden Village je praktično od 15. maja pa do konca septembra 100% razprodan. Nočitve so po 350 € na noč, vključujejo zajtrk. To vam govorim zaradi tega, ker Slovenija je butična, je majhna in ne si upati postaviti cene za vašo storitev, za vašo dejavnost. Slovenija je majhna, butična, zelena, aktivna, tudi ostane za naprej. Tukaj ste pač delavci, ste ljudje, ki vidite mogoče nek potencial na svojem področju. Dajte ga razvijati, ne biti pohlepni, iti do ene meje, tudi mi ne razmišljamo, da bi se širili. Vsi nas sprašujejo, se boste širili. Ne, redu je. Imamo sezono 7 mesecev, od 1. aprila do 1. novembra, vse ostalo pa je čas, da mi v bistvu obnavljamo, se gradimo, se izobražujemo, gremo v krog, vidimo kakšne primere dobre prakse in jih prenesemo domov. Tukaj vidite recimo šotor na Pomolu. Namreč imamo 4 tipe, kot sem že omenil, glamorozne šotore, apartmaje, hišice na drevesih in šotorjev na Pomolu. Šotor je ob reki, reka Jezernica, ki teče skozi iz Blejskega jezera, skozi naš rezort. Je čudovit dodatek, element k tem Garden Villageu. Brežina, kakšna je bila na začetku, polna pilotov, skratka od ideje in veliko dela, lastnika samega in njegove ekipe, ki so postavljali vse te potke, brez nekih posebnih arhitektov prišli do tega, kar danes vidimo. In če si predstavljate poleti, ko je 40 stopinj, je v tej dolini dol prijeten hlad in naši gostje se čez dan zadržuje tudi dol na tej plaži ob potoku. Otroci gradijo iz skal jezove, naš nočni receptor ima nalogo, da jih vsak večer podre, da druga spet imajo za početa. To je tudi z drugega vidika, ker voda potem poplavi lahko našo plažo in bi že si delali škodo. Skratka, tudi ideja od ene lope, skratka, zraven je bila lopa in z te lope se je oblikovalo čudovito ognjišče, odprti ogenj, kjer se pač naši gostje v večerih družijo, v odprtem ognju, spijo kakšno dobro vino in grejo veseli potem spat. Narejena je zraven tudi restauracija Vrtnarija, iz vrta na mizo, filozofija naše ponudbe je
da gojimo svojo zelenjavo. In to, bom rekel, jo gojimo kar po celem rezortu. Imamo tudi osrednji vrt znotraj rezorta, kjer izobražujemo in trikrat tedensko tudi goste vodimo skozi rezort in jim predstavljamo kulture, ki jih gojimo in potem v restauraciji tudi postrežemo. Skratka, ko je bilo zadeva končana, je videti tako, to je že prva hišica na drevesu, malo nad tem biotopom, ki se lepo nadaljuje iz recepcije na teraso. Posebnost naše restauracije so pač mize, pokrite z pravo zeleno travo. Ta trava je lepo delana, znotraj so korita, namivki, treba jo imenati na 3 tedne do 14 dni, treba jo je zalivati, ampak potem nekako začne plasneti in ni več dovolj lepa, zato da potem krožnik postavimo na njo. Restauracija je odprta, kuhinja je odprta, skratka, urejenost osebja je zelo pomembna in pri nas dejansko kuhar zapusti kuhinjo in gre na vrt, nabere zelenjavo, jo prinese gor in postreže in gostje to vidijo in gostje to cenijo. Tukaj vidimo pač ta biotop, ko je bil zgrajen kot požarni bazen na Bledu. Mislim, če bi hotel imeti uradni bazen, bi mogli imeti še en kup enih papirjev, pa smo naredili požarni bazen in služi zelo pač čudovito v večerjah. Smo zelo zadovoljni gostje pa tudi. Tloris našega rezorta, zdaj na vrhu gor vidimo recepcijo, restauracijo in pa biotop, glamorozni šotori, 16 je naš osrednji vrt, se pravi na strehi naših pomožnih prostorov in pa potem hišice na drevesih in spodaj potok in pa šotori na pomolu, na koncu pa savna, masažni paviljon pa skupni sanitariji. Glamorozni šotori in pa hišice na drevesih imajo svoje kopalnice, 2 tuša, WC-je, se pravi hišice na drevesih, glamorozni šotori na pomolih pa imajo skupne toalete. Še malo detajlov, notranjost, spodaj je zakonska postelja in še na vrh postelje za 3 osebe. To je šotor na pomolu, apartma, 2 apartmaja, tudi v nadstropju za otroke in pa spodaj je zakonska postelja, savna, ki sem jo omenil, masaže, še ena dnevna, naše restauracije, ponudba hrane, lokalno, domače, zajtrk izjemno pomemben, tistih 350 evrih, ki sem omenil, pa nas je zajtrk vključen. Maksimalno pač gre 5 ljudi v hišico na drevesu, in moram reči, da tudi nimamo nekih težav, da bi jih več hteli not. Kot Blejski otok je tudi tale naš otok, zelo zaželjena lokacija, moram reči, da zvečer imamo pač res na rezervacijo določene mize, gostje naši si pač res želijo prav na določeno mizo usest in si rezervirajo mizo vnaprej. Vrt na strehi naših pomožnih prostorov, zdaj končujemo še razstavljak, da bomo lahko že s 1. aprilom imeli, bomo rekel, berivko, solato, domačo, ne šele potem, ne vem, od 15. maja naprej, oziroma na Bledu mogoče še kakšen teden kasneje. Skratka, veliko dela za vrtnarja in 2 njegova pomočnika, zato da, to je naš vrtnar, dr. Jan Bizjak, ki mimo grede tudi vodi po rezortu naše goste, jih izobražuje, ker nam, ki imamo stvari pred očmi, so dejstva, da naši gostje, ki so prestižni gostje, ki si želijo miru, aktivnega počitnic v naravi, da v bistvu niso vajeni trgati zelenjave ali pa obirati jagod, borovnic, da to vidijo samo v trgovini ali v reklami, pa nas pa dejansko to doživijo. In to je tisto največ, nekaj enostavnega, nekaj, kar imamo vsi doma, pa tega ne znamo prodati ali pa pokazati. Zato dajte si, ne vem, danes popoldne, jutri zamisliti, kaj jaz imam tazga, kar bi gosta navdušal, meni se zdi sicer čisto banalno,
ampak ljudje bodo navdušeni in s pravo energijo, s pravim pristopom bodo ta message sprejeli in se vam zahvalili potem, bom rekel, na socialnih omrežjih. Skratka, nekaj naših predelkov, dejansko res gre vse za gosta, zato smo v velikih procentih samooskrbovani tudi z energijo in pa z vodo. Vsi naši hot tubi so, bom rekel, iz vrtine. Mi smo letos jeseni, oziroma smo sezono začeli z novim talnim gretjem v vseh šotorjih in v hišicah na drevesih, zato da smo to sezono hladnih noči praktično gostom olepšali, ker poletje je seveda toplo, ampak oktobra po zimi na Bledu smo imeli pa tudi minus 2 stopinje že. Veliko damo na ljudi, na naše zaposlene, z njimi se zelo veliko ukvarjamo. Vsak ima odprta vrata, jaz vsakmo prisluhnem, tudi vam priporočam. Na nas je potem, aha, upoštevamo ali ne, ampak če se ljudje čutijo pripadne, da so slišani, vam bojo to tudi vračali. Dober tim je res pomemben, zato delajte na svojih ljudeh, bodite jim mentori, ne samo šefi, dajte jim pomagati in predvsem bodite jim zgled s svojimi dejanji. Ne pričakujte, da bodo pošteni, če vi niste pošteni. In dejansko v današnjem hitrem tempu življenja, ko me čakajo, da bi storili neko napako, kdorkoli od vodilnih delavcev se potem smejo. Zato pač pazite na svoj ugled, svojo profesionalnost in zaposleni vam bodo to vračali 3-krat. Ne vam ne bo škoda časa za njih, ker edino če se bojo oni dobro počutili na svojem delovnem mestu, bojo to prenašali do teh gostov vaših. In naši gosti v Garden Village Bled so večinoma, bom rekel, iz Anglije, Belgije, Amerike in pa v avgustu iz Italije. Ne vem, so nasmejani, lahko preberete odzive na TripAdvisor Bookingu. Ja, so tudi kakšni slabi, na njih takoj odreagiramo, takoj se pogovarjamo z zaposlenimi, kaj se dejansko zgodilo. Skratka, zelo pomembno nam je ta odziv gosta. Če zaposlen ne bo zadovoljen, če ne bo s srcem delal z energijo, tega ne bo prenašal naprej in naši gosti, ki se zaslužijo res najboljš, ker so za to tudi plačali, morajo to dobiti. Tako da pogumno, vztrajajte treba. Jaz sem videl bilanco prvega leta Garden Villagea, glava boli za zapret. Dejansko so lastniki, ki se niso nikoli ukvarjali s turizmom, zadevo že prodajali, ker so rekli, to je pa preveč, pa z ljudmi, pa ti gostinci, pa levo, desno, zelo bo to rihtal. Drugo leto, ok, 0, tretje leto, super, 4. sezona, ja, so veseli. Tako da, ja, tudi jaz sem vesel in hočem reči, če imate idejo, dajte pri njej vztrajati. Važna je ideja, pa vztrajnost. Tako da, hvala lepa. Pa pridite na Bled restauracijo, odprta tudi zelo. Hvala za tole po eni strani glamurozno, po drugi pa tudi srčno predstavitev. Ravno to je tisto, kar želimo poiskati tudi v naših destinacijah. No, tudi naslednja zgodba bo takšna. Pred nas jo bo prinesel gospod Saša Arsenovič, ki bo predstavil zanimive mariborske zgodbe, torej Maribor Friendly Home, ki jih piše kot lastnik podjetja Galerija Gosposka. No, to pa si je za eno ključnih vodil pri svojem razvoju zadalo revitalizacijo mestnega jedra Maribora. Naj povem, da je pred kratkim Mariboru podaril gostilno Maribor in hotel Maribor. Mnogim je znan po zgodbi Rožmarina, Steakhouse in verjetno najboljše pizzerije v Sloveniji La Pizzeria. No, med drugim pa je tudi lastnik Žičkega dvora na Lentu. Njegov poslovni model je trajnostno naravnan in kar se kaže predvsem v obstojnosti vsega, kar je ustvaril. Če še smem tole, novinar Mitja Sagaj je v portretu tedna v Večeru zapisal, sicer nikoli ne prizna, da je obnova starih objektov njegova strast, zaželi pa, ko razlaga, da zelo uživa na tej poti in vsake malenkosti. Gospod Saša Arsenovič. Hvala za zelo lep povod. Lepo zdrav vsem.
Čestitam najprej vam v Konicah, da ste se odločili za tako hrabro zgodbo. Želim vam res dosti uspeha, zdržite skupaj in če sem prav razpravljal, da imate ene stvari še ne do konca dorečene, dajte to pozitivno energijo med ljudi. Hvala vam za priložnost, da lahko predstavim svojo zgodbo, ki jo dejansko živim že 20 let gostinstva, tako ali drugače. Za razliko od prej povedane zgodbe sem sam lastnik in tudi operativni menedžer, torej se ukvarjam z tako rekel vseh detalji, kar me hrani in ta raznolikost delovnih opravil me čisti in sem vedno nov za naslednje izzive, ker temu pomaga seveda šport in iz športa črpam ogromno znanja, kar se tiče pristopa v poslovnem svetu, je podobno kot v športu, rabiš cilj dobrega trenerja, svetovalce in ogromno dela in upaš in v Konicah sem tudi zmagal in turnir je ta 86 po tenisi. Ja. To bo še zlato obdobje moje. Pol pa Nemčija, pol pa Takos, pol pa S-Oliver in S-Oliver je bil tista zgodba, kjer smo mi pokazali, da znamo razvijati malo večje sisteme s bratom takrat še v ekipi. Uspeli smo Nemce prodati nekaj, kar smo mislili, da bodo oni dobili zastonj. In sem se potem odločil, da bom ta denar plačal v okolje, iz katerega izhajam, kjer živim, kjer sem se rodil in kjer bi rad, da moji otroci tudi ostanejo ali pa se vsaj po kakem dobrem študiju z novimi znanji vrnejo. In potem se prepletajo te zgodbe, te moje želje po dejanski trajnosti in neodvisnosti Slovenije gospodarsko mislim in niti slučajno nisem zato, da bi se karkoli prodalo, ker ko enkrat prodaš, tega več nimaš, ne, to je cerkev, v katero bi kateri radi hodite, ampak v vsakodnevnem delu pa se drugače obnašamo, ampak ne bom zdaj preveč pametno drel. Torej, ena zgodba je, da je treba svoje sanje udejaniti in mislim, da je privilegij, da lahko neke svoje sanje uresničujem z našo ekipo. Ta naša ekipa raste iz, za nas je že 80, pred 3 leti nas je bilo pa 30-40, se pravi, da kaže, da te projekte, ki jih delamo dovolj dobro. Res je tudi, da stremimo res k perfekcionizmu. Zdaj sem slišal eno misel enega dobrega dizajnerja, pa ni moja, ne, ki je rekel, zakaj pa delamo perfektne stvari? Se pravi, kadar opremljam sobo, kadar delam hodnik, kadar kreiram, ne vem, opremo, želim narediti stvar najboljšo možno zato, ker si ne želim, da to, kar sem jaz naredil, nekdo vrže stran, ker mu ni všeč, ne? Ampak bi rad, da obdrži zato, ker je bila tako dobra. Kar vidimo na, ne vem, dobrih avtih, dobrih urah, ne vem, nekih stvari, ki so večne. Se pravi, naš pristop je, da skušamo stvari takšne, ne IKEA stil, da aha, to za 2 dni pa bomo sramrli, ampak da je neka dodana vrednost, za katero verjamem, da ljudi čutijo, tudi če niso ravno iz tega poklica. Kaj sem šlo to povedati? Projekti sami za sebe bi se morali laukati, pa ne, tega nisem videl. Ne vem, kaj se ni tako važno. Še ena zadeva je, za katero se vsi ukvarjamo. Tudi na prejšnji predstavitvi se nisem hotel ukvarjati točno z vsakim kamnom, pa s toplotno črpalko, pa vsi temi zadevami. To se mi zdi, da neki okvir, ki mora biti. Drugo je pa iskanje dodanih vrednosti v dizajnu. Se pravi, kar si jaz želim je, da naš gost doživi eno celovito doživetje in mislim, da je velika čast, če kdorkoli stopi v naš lokal ali hotel, za nas same, ker si vsak od nas v vsakodnevnem življenju lahko vzame le določeno število trenutkov, ko gre ali na kavo, ali na počitnice, ali na karkoli. In naša naloga je, in naše ekipe, da tem ljudem pričaramo neki mini dopust, ali je to v času kavice, ali je to samo večerja, ali pa je to upam celo tedensko bivanje v hotelu. Spravi, jaz se želim, da tisti, ki je pri nas, pozabi svoje to-duje, otroke, položnice, ne vem, karkoli, pač vsakodnevne skrbi. In je to zelo subtilna zadeva, ne? Želim pa si, da bi gost z tem dizajnom, na katerega res ogromno vlagamo, da se vrne v tisti otroški glej to, aha, ne, ker to ima vsak od nas sebi. Spravi, če meni uspe,
da moj gost kjerkoli reče ne, ali pa neki ta efekt, potem sem jaz njega torej potegnil ven iz njegovega sveta in je pol na strani ekipe, ja, da ga potem ne zmanjkra in ga ne spravi ven iz tega sveta, za katerega smo se trudili. Se pravi, kadri, delo s kadri je seveda najbolj pomembno, če hočemo, da se gost čuti zaželjenega, ne pa samo njegov denar. Zdaj pa, kar se pa tiče dolgotrajne vizije, je, da verjamem, da je hospitality biznis ena najhitreje rastočih, ne da verjamem, to vem, gospodarskih panog. Nekoč je potovalo 50 milijonov ljudi, bolj Evropejci smo raziskovali, tokrat razorožja svet. Zdaj pa milijarda ljudi že potuje po svetu in mislim, da je sreča pa potencial, da lahko imamo dosti večjo možnost zadetkov. In po mojem knjigah težko, ker vsak od nas je že kam potoval, se pravi, če se postavimo v drugo vlogo, ko vemo, kaj oni pričakujejo od nas, bolje pač to treba narediti z srcem in z mislijo na prihodne rodove. In kaj smo zdaj naredili, povezuje nas z konicami razno onega turnirja, mene še ena stvar, da je naš novi projekt, ki se mu reče Žički dvor, boste verjetno ugotovili, da so ga naredili kartuzijani iz vaših, mislim, sodim med vaših 6, 8, 10 žič. In to je bilo njihovo danes bi rekli poslovni center. In v tem poslali, to je to. In v tej hiši Žički dvor, ta bo pa postala tista dodana vrednost vsem mojim gostinskim našim konceptom in nastanitvenim, se pravi, delamo še en hotel zraven za 50 sobami, plus kongresni turizem, plus lastno garažo in ne čakamo mesta, ker to pri nas ne obrodi takšnih statovov kot tistim v Ljubljani. In smo se odločili, da bomo sami se potrudili za vse, tudi infrastrukturne potrebe, ki jih imamo, da lahko to razvijemo produkt. In dobili smo eno podporo na veliko veselje in to pa gre ravno v smeri internacionalizacije in digitalizacije tega, kar mi sanjamo vsaki dan. Zato se ta naš projekt imenuje Maribor Friendly Home ali Maribor prijazen dom. Angliško sva zato, ker slovenčine plane ne razumejo, tisti, ki bi naj prišli k nam. Zato smo se postavili v pozicijo, da želim si, da bi Maribor, ne imamo pač problem z učitelji slovenčine, kako smo podobni. Želim si, da bi naše mesto razvijali tako dobro, ali pa vsak od nas v Sloveniji svoj del mozaika pripomore k skupni destinaciji Slovenija, da bo prepoznana, da bo brand, da nas se vsak potrudi po svojih najboljših močeh v svojem manjšem okolju. In moje vodilo je, da če bo nekaj nam bolj prijetno, se pravi, da bomo mi radi šli ven, da se bomo družili, imeli urejene hiše z dobrimi vsebinami, da bodo to začutili tudi turisti in na ta način delamo indirektni izvoz, se pravi, nimamo proizvodnje in nekaj prodajamo, da pridejo k nam, ampak pridobimo ljudi, s tem dobimo v naš obtok novi denar, povečujemo BDP in s tem ohranjamo naša delovna mesta in naše otroke tukaj. To je to? Še kakšno vprašanje? Razvojno in trajnostno naravnano podjetje Galerija Gosposka d.o.o. svoje storitve in produkte oblikuje v segmentu vrhunske gastronomske, turistične in kulturne ponudbe mesta Maribor. Podjetje tvorijo Restauracija Rožmarin, Steakhouse, La Pizzeria, Gostilna Maribor in Hotel Maribor, Žički dvor ter blagovna znamka inovativni turistični produkt Maribor Friendly Home. Skozi renovacijo in vsebinsko revitalizacijo objektov v mestnem jedru Maribora skrbijo tako za razvoj kulture mesta kot dviga stopnje zaposlenosti v regiji, preko internacionalizacije produktov in komunikacije blagovnih znamk pa v svet nosijo vest o osnovni vrednoti podjetja, ki temelji na izkušnji lokalne gostoljubnosti. Galerija Gosposka, podravsko podjetje leta 2016 v kategoriji mikropodjetje. Še en čisto osebni utrinek iz Steakhouse. Zadnjič, ko prideš v Steakhouse,
dobiš taki pogrinjak na mizo in na njem so take zanimive reči napisane, da tudi če greš sami jesti, imaš kar nekaj časa kaj za delati, ko prebereš iz menija, imaš si kaj zanimivega, med drugim piše, brez skrbi imamo Wi-Fi in geslo je prosim, hvala. In polno takih zanimivih zgodb se še skriva seveda za zidovi, ki jih pomaga se ustvarjati gospod Saša Versenovič. Tako sedaj pa od obnove starega za nove rodove pa k moderni tehnologiji, obogatenje resničnosti in k igrifikaciji v turizmu. Gospa Nataša Potočnik, soustanoviteljica in kreativna direktorica podjetja Escape Room Enigmarium, bo sedaj predstavila njihovo zgodbo, kako so prišli od kreatorja prve sobe pobega leta 2014 v Ljubljani do nekakšnega globalnega trendsetterja na področju igrifikacije turističnih doživetij, mest, muzejev in gradov. Izvolite. Najlepša hvala. Najprej bi se vam rada zahvalila za vabilo. Tole je blazno, inspirativno sodelovanje. To je to. Bravo, res. Ful verjamem v sodelovanje, bom povedala zakaj in kam tudi nas to pripeljali. Predvsem pa tudi vsem vam bi se rada zahvalila po vajenih, vaših vseh treh govorih, jaz mislim, da mi sploh ni treba nič dodati. To je to. Res. Zdaj mogla malo spremeniti moj speech. Mi delamo nekaj drugačnega, ampak še vedno smo v turizmu. Ok, najprej vprašam, čisto vodno, kdo je že morda odigral Escape Room? Bravo, bravo. Ampak še premalo. Mi smo bili pogumni, mi smo naredili Escape Room. Zdaj morate biti vi pogumni pa pridati k nam. Mogoče vas bom pripričala skozi tole kratko prezentacijo. Gre za pobeg, ampak ne gre za pobeg iz zaklenjene sobe, da si vsi predstavljajo, to je nekaj klaustrofobičnega in tako naprej. Sploh ne. Gre za pobeg od resničnega sveta. Gre za 1 uro, v kateri boste zagotovo pozabili, kaj se dogaja tam zunaj, padali noter, ker namesto, da bi gledali sliko James Bonda ali gledali video z James Bondom v pač glavni vlogi, tukaj ste vi tisti, ki ste v glavni vlogi. Vi postanete James Bond. Imate 1 uro časa, imate napeto nalogo, rešati je treba svet, vsaka soba, vsaka igra ima drugo misijo. In zgodba bo vas sama vodila od naloge do naloge, dokler ne boste rešili. Zato bo pa potrebno sodelovanje, komunikacija in nekaj spretnosti, zagotovo pa boste po 1 uri bliskali od navdušenja, ker vam bo uspelo. Zelo zanimivo je, da je v samem turizmu escape room oziroma igrifikacija, real life igre in podobne stvari pravzaprav ena najhitreje rastočih dejavnosti. Menda se odpre vsak dan nova soba po celem svetu. Žal se jih tudi zelo veliko že zapre, ker je treba vse biti dober. Kot vidite, takole gre, tole. Zakaj? Zato, ker, kot sem že povedala, pri nas ste vi v glavni vlogi, to je pasivno. Turisti danes iščejo aktivna doživetja. Iti nekam, nekaj gledati, takole pasivno je dolg čas, nekaj doživeti, kjer si ti v glavni vlogi, to pa je ta pravi recept, graf. Naša zgodba je taka. Leta 2014 mi s Petrom so se ukvarjala z oglaševanjem, skoraj 25 let, se še zdaj, ampak zdaj se ukvarjala z oglaševanjem Enigmariuma. Slučajno sem srečala ta koncept. To je bilo pri neki družini, ki so to naredili v eni svoji dnevni sobi. Sem naredila tak zametek igrice in to takoj sva vedela, to je to. To moramo narediti v Ljubljani, to moramo narediti zares. To moramo narediti tako, da kad boste prišli k nam, boste upili od navdušenja in hoteli priti nazaj. Zato sva razvila poseben software z namigi, se pravi, če se vam kje zatakne, pride namig v obliki slike. To pomeni samo, tam ste mogoče nekaj spregledali, in boste sami našli, ne da smo vam ni dali rešitev. Tako da skupine pridejo uspešne, z namigom več ali manj, vse, važno je, da se reši svet. Danes imamo več kot 20 različnih iger in to z različnih področij. Smo pa tudi med vodilnimi kreatorji v svetovnem merilu in zdaj se ne lažem, res smo prvi, ki smo razvili kar nekaj stvari, ki jih zdaj sledijo v celem svetu.
No, ker smo neizmerno kreativni, je bil en od projektov, kjer smo rekli, dajmo zdaj razmišljati ven izmed okvirjev. Noben noče biti zaklenjen v sobi več kot 60 minut in mi nismo hoteli biti zaklenjeni v konceptu, zaklenjen v sobi. In zato smo naredili prvi escape iglu na smučišču v Kranjski Gori, ki je iz snega. To je trenutno edini na svetu. Mi dva veva, zakaj je edini in zakaj jih ni prav zelo veliko. Ker to je pač dobesedno najbolj cool soba na svetu, vseh pomenih tudi zelo brez. Prinesel nam je sovalca, prinesel nam je pa tudi ideje za naprej, kaj lahko še na ta način popestrimo. In naše naslednje sobe so postale sobe, ki so resnično zlite zgodovino. Prva soba je bila pač, to imaš ene ključavnice, rešuješ, naslednje sobe so neka resnična zgodba, neka resnična zgodovina. Recimo v Zagrebu nismo bili prvi na trgu, ampak zato smo poiskali resnično zgodbo o zagrebški čarovnici. Ti jo spoznaš skozi igro, mogoče jo celo rešaš, mogoče, ko priješ nazaj ven, če veliko šareš po srednjem veku, se tudi sedanjost spremeni, skratka, zelo zanimiva soba je. Prav taka soba je tudi v Mariboru in naj omenim, da danes, ker tudi v Sloveniji že ogromno escape roomov, ne samo naših, je zelo pomembno, da si izviren, unikaten, drugačen. Jaz temu rečem soba z dodano vrednostjo. Recimo v Laškem imamo sobo na temo pivovarstva. In v njej pridajo do izraza oziroma uporabljati morate vsa čutila, tudi okušanje. Tako da ta soba je zelo popularna in tudi generator obiska od turistov iz vse Slovenije in tudi iz vsega sveta. Tam, ko sem bila pri grafu, recimo na TripAdvisorju se je zgodil na začetku leta 2015, da če si vpisal Things to do in Ljubljana, je bilo na prvem mestu escape room. Če si napisal Things to do in Belgrade, na prvem mestu escape room. Things to do in Budapest, escape room. TripAdvisor je mogel narediti za nas posebno kategorijo, ker smo v hipu postali tako popularni, da imamo zdaj activities, fun and games, ko smo pa tam na prvem mestu, tako da ostane še Ljubljanski grad, promostove. Torej, sobe pobega zlite z resničnostjo. Ampak mi smo še zdaj razmišljali naprej, zdaj spet še ena soba pobega, to ni novica, naredimo nekaj novega, naredimo nekaj drugačnega, bodimo bolj inovativni. Mi smo rekli, dajmo igrificirati turistična doživetja. Kaj je to igrifikacija? Igrifikacija je vzeti elemente igre in z njimi oplemenitati eno, kulturno dediščino. To ni interaktivnost. Interaktivnost pomeni, pritisnem na gumb, nekaj se zgodi. Veste, v muzejih so imeli to včasih, v 90-ih je ratalo bolj popularno. To ni to. Od igra, je pa od tebe odvisno, a bo ratalo, a ne bo ratalo. To je čas, to so pravila, to so nagrade, to je tekmovanje, to je čist nekaj drugega, kar padeš možno. Tako smo razvili eno igro, ki je zunanja igra. To ni soba, ampak ti dejansko sobo nosiš sabo v obliki knjige, ki je 7-krat zaklenjena in od točke do točke se pojavljajo uganke, nekaj moraš najti, nekaj moraš rešiti in naprej. To je zanimiv koncept, ki je seveda cenejši od izgradnje escape rooma. Igrifikacija muzejev. Muzeji danes imajo grozen problem. Število tujih turistov se povečuje. Število tujih turistov v muzejih se pa ne povečuje. Oni morajo tekmovati z milijonom zanimivih turističnih dejavnosti. Med njimi smo tudi mi, sami smo krivi, ker pridejo k nam, da mi zagrejo v muzej. Ampak, tudi tukaj se da. Tole planinski muzej v moji strani, dobili so bivak iz planin, služil naj bi kot eksponat. Pod tem bivakom sta vkopana dva ladijska kontejnerja in skozi njih poteka igra. Namesto, da bi si vi samo pasivno ogledali na hrvatske bivak in šli naprej, morate tukaj odigrati igro. Prebiti se morate v bivak. Zgodba je zajela vas je nevihta in rešiti morate 4 planinske preizkušnje, da pridete do bivaka. Ta bivak boste videli povsem z drugačnimi očmi. Gotovo tudi ne boste pozabili, pa še komu boste verjetno povedali. Projekt je dobil časno valjda zelo priznanje Slovenskega muzejskega društva, muzej pa nagrado živa. Igrifikacija gradov, Svet Vinčenat pri Puli. To je bil grad, na njem so imeli pravzaprav samo 2 obnovljena prostora, ostalo so samo zidovi. Ni bilo niti možno zaračunavati vsebine.
Potem so se odločili, da bi morda z našo pomočjo te zidobe amplificirali. Zdaj noter poteka igra, skozi katero spoznate resnično zgodovino tega gradu in tega mesteca. Nam je veliko čast, oziroma zelo sva navdušena nad tem, da je občina prepoznala, da bo z oživitvijo tega gradu pravzaprav oživila tudi celo mestece, ker tisti, ki pridejo odigrati igro, potem tam še nekaj pojejo, morda pa tudi ostanejo kakšen dan dlje. Naš pogled v prihodnost, kreirati nova, drugačna, avtentična in izvirna doživetja, predvsem pa povezovanje. Mi se povezujemo tako interdisciplinarno, bili smo že sodelovali v dveh znanstvenih raziskavah, s profesorjem doktorjem Tomažem Kolarjem smo naredili en poseben program, to je Escape Workshop, namenjen vodilnim podjetjih, kjer najprej v sobi vidimo, kako vse to funkcionira, potem pa lahko tudi te pristope igrifikacije dejansko uporabite tudi v svojem resničnem življenju, ker je isto. Vi, vaša ekipa, napeta naloga, težko je, ampak ob tem se zabavate, v službi isto, časovni pritisk, vi, vaša ekipa, težka naloga, pa se ob tem ne zabavate, igro se lahko uporabi tudi v koristne namene. Drugo povezovanje, ki bi ga rada izpostavila, je pa na ravni Escape Sob, tudi drugih ponudnikov. Namreč mi smo se odločili, da si bomo pomagali med sebojno, zato ker bi želimo, da so vse sobe v Sloveniji kakovostne. Kajti tisti, ki bo prišel ven navdušen, bo potem prišel odigrati še kakšno od drugih sob. Naš skupen cilj pa je, da bi Slovenijo postavili na zemljevid najboljših escape destinacij. Ki bo generiral 5-zvezdično doživetje. Rada bi še to povedala, da pri nas ni zime, mi funkcioniramo tudi izven sezone, ker vrš je še to boljš. In da pač ljudje resnično ostanejo tudi malo dlje. Samo to, šta se vam še kaj povedati? Ja, avtentična zgodba moramo poiskati, domišljeno dramaturgijo od A do Ž, tako ker gre Game Flow, izvirne preizkušnje in to kreira 5 zvezdic na TripAdvisor. Izjemno zanimive zgodbe poslušamo danes tukaj v Slovenskih Konjicah, zato nas je tudi malo vrglo iz časovnega ovinka, verjetno ste to že opazili, ampak verjamem, da je danes za vas zanimivo, tako da nadaljujemo. Za konec bo o poslovanju malih hotelov v Sloveniji spregovorila še doktorica Saša Zupan-Korže. Kot sem že prej v okviru novinarske konference tudi povedala, njena doktorska dizertacija na to temo je bila v lanskem letu nagrajena tudi s prvo nagrado Društva ekonomistov Maribor za najboljše zaključno delo študentov Ekonomsko-poslovne fakultete Maribor. Izvolite. Najlepša hvala, Tjaša. Ampak po vseh teh vaših zgodbah, kaj sploh še ostane veliko? Veliko potujem po svetu in kadarkoli se vračam, da sem to srečo doživim tukaj. Ker imamo hribe, imamo ogromno vode, imamo nižine, imamo gozdove. Mislim, da pa imamo 4-letne čase, mislim, da puščave pa nihče ne pogreša, ne? Saj jaz moram reči, da je v mene. Ja, pravzaprav moja tema ne bi bila v povezavi z malimi hoteli, v povezavi z razprašenimi. Jaz sem reči, da sem zelo poslovno naravnana, jaz sem podjetnica. V zadnjih letih sem sklenila, da si kupim neko oziroma ustvarim vstopnico tudi za akademski svet in da pač svoje znanje, svoje izkušnje, ne samo turistične, prenašam tudi na mlajšo generacijo. In tudi lani so se s Tjašo prvič srečali. Z vsemi ostalimi pa pravzaprav niti ne. Po Mišo se srečujemo že na nekaj delih. Od vseh vaših ponudb oziroma od vaših storitev, vaše ponudbe so mi Bordojci še vedno najboljši. Gospodom imamo pa neko skupno zadevo, oba dva sva Gorenjca. In glede na to, da sem Gorenjka po rodu, lahko mi na duše rečem, čeprav je Gorenjska strašno lepa, ampak ko gledam, kaj se dogaja na Gorenjskem, pravim, da smo resnično Gorenjci, skoraj za turizem, tako kot Vile za Užet. Seveda izjema Garden Village. In ravno zadnji sem vodila študente po Bledu in sem gledala, kaj se dogaja.
In sem se spomnila na rek mojega bratranca, ki je prišel po 20 letih na let in rekel, pa se tukaj vse tako, kot je bilo. Seveda pa ni prišel do varno priča. Z Jolanto, stari znanki, smo jih pa skupaj nekaj, da verjetno bomo vnuke pripeljali v vaš escape room. Moj escape room je pa gost, pa sprihodi z mojim kuškom, ker zdaj rešujem bolj samo sebe, pa mojo časovno stisko, svet bodo pa reševali drugi. Ne? Ampak da grem na male hotele. Zakaj sem pravzaprav to začela raziskovati? Prvič zato, ker je bila to moja tema naloge. Mali hoteli, všeč mi majhno, všeč mi tisto, kar rečemo, po naše butično, kar je nekaj drugače kot neka instant zgodba. Ne? In tukaj sem iskala tudi neko sporednico z razpršenimi hoteli, ker ko sem brala in spremljala, kaj se dogaja v Italiji, kaj se dogaja na Hrvaškem, sem ugotovila, da pravzaprav ciljna publika je dokaj podobna. In na konec koncev, če lahko dava še eno zadevo naprej, tole imamo, jaz, ali zdaj to rečemo hotel, ali tukaj drugega, se pravzaprav vseeno. Res je hotel, mali hotel, če jih primerjamo z velikimi, tudi to je popolnoma drugačna zgodba, ker upravljati nastanitveno zmogljivost s tam 10-20 sobami je popolnoma nekaj drugega, kot če gremo v neko konglomerat s 50-200 sobami. Ne? Tudi tu rabimo nek poseben pristop v malih hotelih, kot je bilo prej gospod Arsenovič povedal, ravno tako kot gospod Bogdan. In predvsem oseben pristop rabimo tudi v razpršenih hotelih. Ne? Res to ni tista tipična kategorija hotela, ker tega pa nas ne poznamo. Ravno tako ni to tipična kategorija hotela v Italiji, ampak oni se s tem ne ukvarjajo. Več so se pa s tem ukvarjali Hrvati. Oni so podjansko razpršene hotele izpostavljali kot kategorijo v svojih predpisih. Prvo so pa to pač sobe, apartmaji in rečemo, da je to nek model. Tako da razlika je, kot sem omenila, vrsta turistične pač neke nastanitve, zelo podobna na nek način, po drugi strani pa tudi različno. Ne? Ker ko sem raziskovala, kako funkcionirajo mali hoteli in primerjala s tem, kako delajo razpršeni, sem ugotovila, da je to nekoliko drugačna organizacija dela. Ne? Pristop v delu, ker imate veliko več lokacij in to področja nekaj posebne izzive. Omenila sem ciljno, oziroma sorodno ciljno skupino gostov, se pravi mali hotelov, se pridružujejo mogoče nov konkurent, razpršeni hoteli, kar bo naredilo nekaj tisto nekako konkurenčno, bo še toliko bolj zanimivo, ne? Zakaj se bodo odločili. Pristop k upravljanju, nekoliko drugačen, vendar pa, če pogledamo za konec, kaj je tisto, kar sem ugotovila v mojih raziskavah v malih hotelih, bistveno je, da človek, ki ima idejo, ne samo, da jo ima, da jo gradi na zdravih ekonomskih temeljih in da ve, kako jo postaviti, realizirati in potem tudi načiniti. Pri vseh teh zgodbah malih hotelov, ki sem jih poslušala 62, mislim, da sem 2-3 vozila celo Slovenijo, zato da sem jih dobila, sem ugotovila, kako pomemben je tisti osebna nota človeka. Ne? In predvidevam, da tudi pri razpršenem hotelu, ne glede, da tukaj ne gre za nek podjetniški pristop, ampak se rekli pristop kooperative, da bo tudi tu bomo iskali pač nekaj usporednice. Ne? Oseba, oziroma nekaj tisto, kar bo zadevo gnalo naprej, kot ste rekli, motiviranost, ljubezen do dela in pa predvsem do lokalnega okolja. Hvala. Tako, sedaj pa, jaz sem si sicer napisala cel kup vprašanj za moje sogovornika, pa predlagam, da morda vsakemu res zastavimo samo po eno in potem še vam damo besedo. Pa bi začela kar pri gospe Miši Novak. Namreč zanima me, kakšne so po vašem mnenju naloge, ki naj jih opravlja destinacijska management marketing organizacija, kot je recimo destinacija Rogla Pohorje v lokalnem okolju in kakšne naloge ji narekuje slovenska turistična organizacija kot eni vodilnih destinacij? Prej sem omenila današnja potreba po fokusu od čistega marketinga nazaj k managementu. Še nedolgo nazaj je veljalo, da je destinacijska organizacija DMO, destinacijska marketing organizacija, ki mora predvsem skrbeti, da pozicionira destinacijo na trgu. Danes se širom po Evropi vedno bolj soočamo z
dejansko potrebami po upravljanju destinacije na drugačen način, na način, da destinacija v prvi vrsti, ne vem, kdo od naših sogovornikov, mislim, da vi, ste omenili, da pravzaprav mora biti ali okolje, ali hotel, ali neko mestno jedro, predvsem prijetno, no, v osnovi za bivanje, za življenje, kot celota, no. In to se zdaj kaže kot en izmed največjih izzivov, govorimo o bolj uveljavljenih destinacijah v Evropi, seveda tudi v Sloveniji, torej da prebivalstvo ima rado svojo destinacijo, no? da imajo pozitiven odnos do turizma, da turizem vidimo kot pospeševalec ohranjanja narave, kot pospeševalec urejanja okolja, urejanja fasad, izboljšanja imidža mesta oziroma kraja, destinacije, kakorkoli, povečanje vrednosti nepremičnin v pozitivnem smislu in na to in šele, ne, takrat, ko to ustvarjamo, je seveda potem prijetno tudi za obisk. Skratka, fokus od marketinga k managementu, to pomeni v prvi vrsti jasna vizija, to je tisto ključno, jasna vizija, okoli katere se poenotijo vsi ključni deležniki. Mislim, ali pa ocenjujem, vidim, verjamemo, da je vizija destinacije Rogla-Pohorje jasna, ta zelena zgodba. Potem pa seveda izredno ključna implementacija. Drugi izzivi na ravni destinacijske marketing organizacije so torej to strateško upravljanje, razvoj produktov, upravljanje tokov, torej skrb, da turisti niso vsi v enem danem momentu samo na eni lokaciji, kot se recimo seveda že kaže problematika nekaterih destinacij v Sloveniji. In pa ključno, to je res isto ključno, management izkušnje obiskovalca. Torej od prvega momenta, preden pride v destinacijo, ko pride na destinacijo, vsak posamezen vidik, tako kot skrbimo ali pa skrbite v vašo restauracijo, pa v vašem hotelu, tako pravzaprav mora destinacijska organizacija videti destinacijo. Čisto vsak moment, torej management izkušnje. To je tisti ključni izziv. No. Zdaj pa, kar je pa naše pričakovanje do destinacijskih organizacij z tega krovnega vidika, kot rečeno, krepimo te vertikalne povezave od krovne do destinacijske ravni, delo, sodelovanje poteka že vseh 20 plus let, kar Slovenska turistična organizacija obstaja, zdaj se pa krepijo še čist direktno od krovne do destinacijske ravni. V prejšnjem obdobju ali pa ravni smo še imeli to regijsko organiziranost, ki ponekod je delovala malo bolj projektno. Ko so se sredstva zaključila, se je tudi pač sodelovanje dostih destinacij žal zaključilo, zdaj pa dejansko krepimo direktno do destinacijske organizacije, na področju promocije, tudi na področju razvoja. Danes je bilo veliko govora o 5-zvezdičnih doživetjih. Mislim, da so Dnevi slovenskega turizma zelo jasno povedali, da je Slovenija ciljno želi postati destinacija za 5-zvezdična doživetja. Nimamo ta hip še popolnoma jasno, kaj 5-zvezdična doživetja so, ampak zelo lepo je Bogdan tudi povzel tiste elemente, kaj so 5-zvezdična doživetja. Na STO-ju zdaj v začetku leta dajemo ven smernice, kriterije, seveda bo tu veliko prostora in želje in dela na tem, da je prostor za kreativnost, za razlikovalnost, edinstvenost in vse. Objavili bomo poziv, celo leto bo odprt, 4-krat na leto bomo o tem pogledali, katera so res tista doživetja, ki jih lahko tudi na krovni ravni, če rečemo, kaj pa so ta doživetja, druge so, to so Slovenian Signature Experiences, to je to, kar dela Slovenija zeleno, aktivno zdravo, posebno butično zeleno destinacijo. Tako da, kar pričakujemo v destinacijske ravni, jasno vizijo, jasno strategijo, povezovanje, kooperativnost, odzivnost in pa so ustvarjanje te zgodbe za 5-zvezdično doživetja. No in naslednje vprašanje za gospoda Arsenoviča. Mene osebno, ampak tudi nasplošno iz vaše zgodbe je videti, da vas navdihuje preteklost, da vas navdihujejo stare zgradbe, ki jim na nek način znate vdahniti življenje in dušo. Zanima me, odkje prihaja ta ljubezen in kako se dejansko zgodi ta kemijska reakcija med vami in to kulturno dediščino. Zanima me namreč, če mogoče lahko tudi mi prilijemo kaj na ogenj v naši destinaciji. To zdaj s kemijo, to težko poveš, da se bo kaj zgodilo. Je pa res, da iščemo vedno neko celovito zgodbo, kar nam lahko ena zgodovina, ene hiše pri tem pomaga, da lahko iz nje črpamo zgodbo za naprej, je to seveda neka poslovna priložnost.
žal ima Maribor neverjetno veliko število takšnih priložnosti, moje življenje je pa žal prekratko, pa predanjeca, prekratko, da bi lahko vse izzive, ki jih tam vidim naredil. Sem pa vesel to, da smo že kar nekaj naredili, no, ko tako pogledam te neke slikice. Jaz mislim, da je bistveno to, da skušaš biti iskren, da ne delaš iz, ne vem, hruške jabolke, ampak da skušaš čim bolj jasno sporočilo dati končnemu uporabniku. Tudi naš segmentiramo v naših gastronomskih koncepcijah jasno sliko, tu je steak, tu je pizza, tudi imenuje se restauracija, gostilna, malo se igramo s tem, ker je to polje bolj prosto. In skušam biti čim bolj jasno, ne? Mislim, da nisem dober takrat, če imam v ponudbi, ne vem, zajca, pa pico, pa steak, pa vampe, pa ne vem, vse, kar je že to skuhal, ker s tem izbegam uporabnika, ker uporabnik točno ve, če se odloča to, gre to, če to. In kar se pa tiče še enkrat, da se vrnem na te stavbe in kulturno dediščino, se vračam spet k temu, da če ne bomo znali ceniti sebe in tega, kar je že nekdo tukaj v našem okolju naredil, ne glede na to, kakšen narodnost je bil, da moramo iz spoštovanja do tega mi, ki smo danes tukaj, to maksimalno dobro urediti, ker nas bodo potem tudi obiskovalci bolj cenili, ne? Da moraš imeti nepospravljenega dvorišča, pa fasad takih, pa cest, pa ono in pričakovati nekih 5 zvezdic, ne? Mislim, da bomo morali mi najprej sami pri sebi se zamisliti, pa se kulturno obnašati in dejansko stremiti k temu, ne pa da samo rečemo 5 zvezdic, zdaj pa je to grizno. Mogoče grizno, enkrat se pa danes ne samo nasmejeval, ampak tudi to jasno povedal na vseh socialnih omrežjih in pol je teh 5 zvezdic malo nič, ne? Da je treba se zavedati, da skušamo biti iskreni. Se pravi, če imamo 3 zvezdice, so 3, pa jih ni 5, ne? Pa naredimo dobre 3, pa to super, pa gremo potem drugič na 4. Ali pa dajmo neka pravila, ne? Da bo zdaj vsak rekel, da je 5 zvezdic, recimo oni so za mene 5 zvezdic, vi ste še daleč od tega, ne? Pač, ja, upam pa, da boste, da vidim energija tu. Hvala lepa, to je spet odpiramo tisto vprašanje, kaj dejansko je 5-zvezdično, verjetno se bo to, ne vem, če se bomo lahko kdaj čisto zedinili med tem odgovoru, zaradi tega, ker včasih lahko govori srce, včasih pa lahko pač govorijo čisto fizični rezultati nečesa. Zato bi pa sedaj gospoda Bogdana iz Garden Village Bled vprašala, v kateri smeri vi menite, da naj destinacija Rogla Pohorje razvije alternativne možnosti nastanitev glede na svoj karakter, ki ga ima. Zdaj videli smo že razpršeni hotel, se vzpostavlja, v katero smer bi mogoče še vi priporočili, da naj gre to naši ponudniki. Hvala za vprašanje. Jaz mislim predvsem, da ne smete pozabiti na dediščino, ne? Na svojo dediščino in pa na les, ki ga imate tukaj veliko in z lesa in z dediščine se da narediti lepo zgodbo. Vse se pa potem, ko je ta zgodba postavljena na papirju oziroma tudi v realnem življenju, začne z ljudmi. Spet sem dotaknil tukaj, da moje mnenje je, da vsak na tem svetu je za nekaj dobro. Od nas odvisno pa je, da to prepoznamo in ljudem potem tisto, o čemer so dobre in kar še radi delajo, tudi zaupamo. Če ne bo zaupanja na ponobenih zgodb, ne moramo biti čisto vsake stvari zraven, zato dejansko jaz mislim, da tale čudovit konc Slovenije, kjer danes smo, še vreme je lepo, sneg je, pa še ga bo. Dajte si upati, če imate že kakšno idejo, spravite jo na papir, naredite Excelovo tabelo, dajte številke noter, se vam poklop, se vam ne, začnite, začne se s sanjam, sanje so dovoljene, vztrajati treba, to sem že rekel, pa dajte si priložnost, ker življenje je minljivo in vam bo žal, če imate neko željo že dve časa, dajte jo uresničiti. Človek velikrat pade, da lahko sploh začne hoditi in vsi smo šli skozi to fazo, tam v parih mesecih življenja, pa smo pozabili, kolikrat smo padali, kolikrat smo se udarili, kolikrat je bolel, kolikrat smo jokali. Še danes padamo na drugačen način, zavedajte si tega, ostanite, pejte naprej, ideje so,
pridni ste, roke imate, zdravi ste, aktivno. Ja, hvala lepa. No, sedaj pa prehajamo na to malce drugačno resničnost, torej vprašanje za gospod Natašo Potočnik, namreč escape roome lahko pravzaprav ustvarjate kjerkoli, kot smo videli. Kako se pri vas v podjetju odločite, kje boste ustvarili naslednjo zgodbo? Me zanima, ali se to vi odločite ali vas teren poišče sam? Hvala. Ja, pravzaprav, že prej se govorila o sodelovanju in tudi naše sodelovanje znotraj Marimo je povezano na ta način. Ja, ponavadi nas poišče nekdo, ki bi želel razviti neko zgodbo, vse smo videli občina Svetlinče. Recimo v Laškem se je na nas obrnil Stik Laško, to je podobna organizacija kot vi. In povedali se, imamo prostor, imamo željo in potem je to prerastalo eno tako lepo partnerstvo. Moram reči franšiza, zato ker je vsaka od naših zgodb popolnoma unikatna. Franšiza bi bila copy-paste. Franšiza je samo način, kako smo organizirani, kako delamo, medtem ko igra je pa za vsakogar drugačna. Prav pozabila sem povedati recimo Ljubljanski grad, tudi pri njih smo igrificirali zdaj novo igro in tudi tam je tudi neko malo sodelovanje. Tako da, če je želja, če je ideja, smo mi zelo odprti za sodelovanje. Lahko pomagamo, lahko smo partneri, kolikor. Vem pa, da imate tukaj ravno enako, bom povedala, tako kulturno dediščino in da bi se dali to zagotovo kakšno super identificirano zgodbo za gledati. Odgovor sem upala, da bo šel v tej smeri, namreč te ideje se pri nas že nekako oblikujejo. Naslednje vprašanje pa za gospod Jolando Ivanušo, namreč zanima me, kaj bi po tvojem mnenju, Jolanda, spodbudilo lokalno prebivalstvo k temu, da bi se še bolj množično odločili za pristop k projektu razpršenega hotela in kaj je mogoče ta trenutek še tisto, kar jih drži nazaj? Ja, hvala za vprašanje. Zdaj bom rekla, vsi vemo, smo Slovenci, smo skeptiki nekako že v naši kulturi, duši. Ja, res je tako, kot je rekel prej, gospod kolega spravil, vsi smo bili enkrat otroci, vsi so bili drzni, ampak v vseh teh fazah odraščanja se je nekje zavrla. Dajmo to na dan, dajmo si upati in kako to narediti. Ne vem, mi bomo, kako so rekla, v kooperativi, še naprej z našo zmagovalno miselnostjo. Pripravili bomo še dodatne delavnice, šli dejansko, tako kot so tudi marsikje druge, v sklopu razpršenega hotela začeli od vrat do vrat. Res je, ker smo vsi na profesionalnih svojih službah še zraven, da smo časovno omejeni in tako kot je rekel kolega, ja, 24 ur včasih premalo za vse ideje, ki tudi mene rovijo po glavi, ko bi jih radi uresničili, pa smo nekje omejeni. Ampak jaz verjamem, da ko bomo začeli zgodbo tu, zdaj, na začetku in z zelo osebnim pristopom je v bistvu vsega in jaz ne bi govorila za nekem kadru, res vsi smo tu z dušo, srcem za lokalno okolje, v turizmu, vsi imamo svoje, bom rekla, globoke, mednarodne ali pa naše lokalne izkušnje in skupaj verjamem, da bomo spodbudili. Rekla, mogoče tudi za danes, ja, pogledali smo si prej sobe, ja, ogromno napak se je zgodilo že na tej poti, stvari, ki jih bomo še popravili. Recimo včeraj konkretno smo bili vsi skoraj na kolenih za razpršen hotel, vsi smo čistili, vsi smo se štimala, ne? In pa sem jaz prinesla še listo s tem skoraj 42 točkami, ki so podnujno, da jih moramo še upraviti do pričetka, pa so mi rekli kolegi, a si ti resna, Jolanda? Sem rekla, ja, hudo resna, ker tako kot smo rekli, prvi vtis se bo zgodil enkrat in res hočemo, da bo najboljši. In tudi tisti, ki ste danes skeptiki, ki ste videli vne prazne stene, ne, mi smo videli že zgodbe, ogromno zgodb, ki se bojo zgodile in verjamem, da tako kot kolegi, da čez eno leto ne bom več tam z enimi skicami, ampak da bomo lahko res pravo zgodbo, na katero bomo ponosni že pokazali. Ampak vse se bo začelo danes, da ko gremo od tukaj,
boste rekli, glej, una soba je bila grozna, tista preobleka mi ni bila všeč, tam je bila una smet. Ja, vsi vemo, da imamo še veliko za narediti. Ampak, ko smo govorili, a sploh pokazali dan sobe, smo rekli, a veš kaj, ponosni smo na to, ker smo zdaj v enem letu uspeli narediti, praktično iz nič, pa iz matranja, to, kar smo rekli že prej, Slovenci, skeptiki po naravi, ves negativizem, vse, kar nam je polena pod noge meta, pa smo danes vseeno tu in vseeno nastavili, da bomo začeli s prvimi sobami. Tako da, jaz upam, da boste danes šli s pozitivnimi zgodbami od tukaj, navdušili še koga, ki je mogoče skeptik, da se nam pridruži, za vse informacije so na voljo, nas obrne tudi direktno kar na mene. V tem tednu bomo imeli tudi že pričetek spletne strani, tako da bo kontakti tudi tam dosegli. Verjamem, da boste mediji tudi kaj povedali zdaj v teh naslednjih dneh o nas in da se s čisto svežimi informacijami lahko obrnemo na nas. In pa vsi lokalni kolegi, s katerimi že sodelujemo, Kotic, Elto, Ksevt v Vitanju, z zanimivimi zgodbami, ki ste jih pričeli. Potem, se pravi, ko govorimo o digitalizaciji, verjamem, da bomo dobro podprti tudi z E-Tripsom, gospoda Bude, ki je tukaj z nami danes. In če bomo to našo zmagovalno miselnost, ne samo na košarkarskem igrišču, peljali dalje tudi v turizmu, verjamem, da bomo zmagali. Verjetno je zgled in prvi uspehi tega, kar se začenja, tisto, kar potem privabi še druge, ko vidijo, temle je ratalo, zdaj gremo še mi zraven v to zgodbo, tako da verjamemo, da se obeta razpršenemu hotelu svetla prihodnost. No in sedaj še vprašanje za doktorico Sašo Zupan-Korže. Zanima me, če so mali hoteli po vaše tudi priložnost, ki bi jo lahko izkoristili podjetniki v lokalnem okolju, recimo, da bi si uredili, zgradili nek mali hotel v prvi vrsti za potrebe svojega delovanja, za svoje poslovne partnerje, posledično pa bile seveda te namestitve namenjene tudi obiskovalcem od blizu in daleč. Zelo na kratko, zelo na dolgo. Srednje. Nekaj vsekako je to priložnost. Sem omenila, da so zelo blizu, razpršeni, mali, gre samo za mogoče nekoliko drugačen upravljalski pristop. Tako da, pravzaprav ne vem, kaj bi vam še v dodatno rekla, mogoče sem to prepozabila omeniti naključje, ki se je moglo zgoditi, danes sem tukaj. Čez 2 dni predstavljam zgodbo razpršenih hotelov na konferencah oziroma prispevek, znanstveni prispevek o razpršenih hotelih in pravzaprav ste številka ena vi. Jolanda je menila, cel kup imamo še stvari za narediti, seveda Jolanda je oseba, ki misli, da mora včeraj vse narediti, kar mi vsi ostali jutri pa kritično naredimo, ampak predstavljam tudi zgodbo prvega pingvina, se veste, nekdo je vedno prvi, ki skoči v vodo, in seveda vse ostali se potem zgledujejo, tako da sem se mislili, na super vzgled v Sloveniji. Hvala lepa, tako zdaj pa publika, beseda je vaša, če želite karkoli vprašati naše goste, imate čas. Smo že tako smatrali, da nišče ne želi. Dobro, imamo vprašanje. Od escape rooma do igrificiranega live active role-playing dogodka, koliko ste že tukaj mora biti zadeve razvijali? Namreč v Konicah smo pred 2 letoma, kar skupno smo naredili en tovrstni na pol igrificiran dogodek v 500-letnici kmečkih uporov, pa smo si potem zadali cilj, da bi čez 5 let zopet nekaj naredili. Se pravi, tovrstni itak zagotovo escape roomi, imamo kar nekaj idej, ampak koliko ste pripravljeni ali pa koliko ste že sodelovali pri live active role-playing dogodki, se pravi dogodki, ki trajajo malo dlje kot pa ena urica. Ja. Enigmarium ga še ni realiziral, kar pa ne pomeni, da načrti zanj niso na mizi. Tako da iščeva primeren dogodek, primeren prostor, primerne partnerje.
Ja, tudi jaz sem navdušena nad tem, uspel mi je pobegati iz pravega zapora v 3-urnem LARP dogodku, kjer sem bila zapornik. Tudi Petru je uspel, tako da to je to. Na Nizozemska imajo namreč, Nizozemska je ena zelo lepa dežela, moram reči. Oni imajo problem, da imajo premalo zapornikov, ker so pač zakoni bolj ohlapni, pa vsakega malo prave zvedel. In potem se pojavil en tak čudovit zapor v obliki kupole, ki je bil v funkciji še 2 leti nazaj in prazen je bil. In v njem so naredili igro. Ti si zapornik, preoblečajo te, preberejo ti pravice, slikajo te, zaprejo te v celico z nekom, ki ga sploh ne poznaš. Še hojiš, ne govori angleško, ki pa ne nizozemsko. Ampak tvoja naloga je, da najdeš v 3 urah pot ven, vse je dovoljeno, mislim, ok, imamo safety words, ampak moraš se znajti, moraš poiskati, moraš sodelovati, mogoče najdeš nekaj v celici, mogoče z nekom to zamenjaš, mogoče podkupaš koga, mislim. Vsak igra svojo vlogo, vsak igra svojo zgodbo, pa to igra za 300 igralcev, torej 300 playerjev, in 80 aktorjev, se pravi 80 je pa najetih igralcev, ki igrajo svoje vloge. In eni so med zaporniki, eni so čuvaji, vse živo, še pse imajo, res je, wow, amazing. Tako da ja, vemo to narediti. Ne to, no, če sem nekaj drugega. Ja, Še kakšno vprašanje mogoče? Mislim, da ni, zato na tem mestu iskrena zahvala vsem sogovornikom, ki ste se tako prijazno odzvali našemu povabilu in hvala seveda tudi vam, spoštovana publika, da ste bili z nami. Hvala, ker spremljate destinacijo Rogla-Pohorje, spremljate jo še naprej in jaz verjamem, da se ne bomo videli šele čez 1 leto, ko bomo že 2 leti aktivno na poti v zeleno prihodnost, ampak v marsikaterem drugem dogodku, s katerim bo postregla destinacija Rogla-Pohorje in ko se bomo zares lahko pohvalili spet zvezdičnimi doživetji pri nas. Hvala lepa in srečno do naslednjič.